Naše skupno poslanstvo je na Zahodnem Balkanu zagotoviti pogoje, v katerih bodo ljudje živeli v miru in v varnem okolju, ki bo omogočal napredek. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je udeležila Foruma za dialog in mir na Balkanu, ki ga je priredila Slovenska škofovska konferenca v luči spodbujanja medverskega sodelovanja. Predsednica republike je nagovorila prisotne na tem medverskem srečanju, ki je potekalo pod geslom Mir tebi, Evropa, mir tebi, Balkan, in se sestala z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Popoldan si je ogledala festival Mladi za mir, na katerem so nastopili mladi predstavniki verskih skupnosti iz Slovenije in regije. Koper, 17.6.2023, sporočila za javnost, govori. Predsednica Republike Slovenije je v slavnostnem govoru poudarila, da sta skrb za sočloveka in solidarnost neločljivo povezani z vsako vero v vsakem okolju, še posebej na Zahodnem Balkanu. Zaradi razmer v regiji, med katerimi je z zaskrbljenostjo izpostavila akutno politično nestabilnost, zdrse demokracije, množično odseljevanje mladih in posledice vojn, je medversko srečanje ocenila kot pomembno, čas zanj pa zelo primeren. Ponovno je potrdila svoje prepričanje v evropsko perspektivo Zahodnega Balkana in izbranim voditeljem katoliških, pravoslavnih in luteranskih cerkva ter islamske in judovske skupnosti iz Slovenije in Balkana dejala, da regijo vidi kot prostor številnih priložnosti, članstvo v Evropski uniji pa kot možnost za boljše življenje ljudi. To pa lahko dosežemo samo skupaj, je bila jasna. Medverski dialog pomeni sodelovanje na področjih, ki so skupna vsem, za dobro vseh, je dejala predsednica Pirc Musar in med skupnimi izzivi izpostavila odseljevanje mladih in podnebne spremembe ter s tehnološkim napredkom povezan nevaren porast dezinformacij, ki so se v preteklosti na Zahodnem Balkanu že izkazale kot usodne. Prepričana je, da se je z ljudmi treba pogovarjati in jih izobraževati. Več kot je teh pogovorov, več kot je nenazadnje skupnih projektov, ki naslavljajo ta vprašanja, manj bo nestrpnosti, več bo razumevanja o tem, da je pot najprej mir, ne konflikt, da mora to pot usmerjati moč argumenta in ne argument moči, je dejala. Ker predsednica republike poslanstvo verske institucije vidi kot pomoč vernikom pri boljšem življenju in pri ohranjanju dostojanstva, je verske voditelje pozvala, naj ljudem pomagajo narediti odločilne korake v smer sodelovanja, medsebojnega razumevanja, odprave delitev, sprejemanja drugačnosti in raznolikosti kot sestavnega dela naših družb in razumevanja vključujoče vizije prihodnosti. V nadaljevanju se je predsednica republike sestala s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Svetega sedeža. Pogovarjala sta se o pomenu miru, o vojni v Ukrajini in razmerah na Zahodnem Balkanu ter potrdila pomembno vlogo, ki jo imajo verski in politični voditelji za stabilnost v regiji in zgled, ki ga s svojimi dejanji dajejo ljudem. Beseda je kakor kamen, kamor pade, pusti sled, je ponovila predsednica in poudarila pomen spoštljivega dialoga. Predsednica Pirc Musar si je zatem ogledala še festival Mladi za mir, na katerem so nastopili mladi predstavniki različnih verskih skupnosti iz Slovenije in držav Zahodnega Balkana. Sledi govor predsednice Republike Slovenije na medverskem srečanju Forum za dialog in mir na Balkanu. Govor predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar na medverskem srečanju Forum za dialog in mir na Balkanu. Koper, 17. junij 2023. Velja govorjena beseda. Spoštovana vaša eminenca, državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin, spoštovani slovenski škofje, spoštovane ekscelence in drugi visoki gostje. Skrb za sočloveka in solidarnost sta neločljivo povezani z vsako vero v vsakem okolju. Tudi in morda še posebej na Zahodnem Balkanu. Ta regija je tako odraz sožitja in strpnosti kot primer hudih trenj, vojn in nemirov. Tu se je začela Prva svetovna vojna. Pričevanj o preliti krvi ni mogoče prešteti. Iskreno je treba spregovoriti tudi o nekaterih posameznikih, nekdanjih politikih in generalih z tega območja, ki so jim bili dokazani hudi zločini proti človeštvu v času razpada nekdanje Jugoslavije. Zgodovina se ukvarja z njimi, toda zamere ostajajo.
Še danes slišimo, kako ljudje različnih nacionalnosti in veroizpovedi živijo v miru, da pa se tu in tam najdejo taki, ki imajo v kleteh spravljeno orožje, ker da človek nikoli ne ve, kdaj lahko pride prav. Zgodbe o konfliktih in vojnah na Zahodnem Balkanu pišejo tudi trenutke, ko so se ti politiki in generali udeleževali obredov v verskih institucijah, iskali podporo tudi pri verskih voditeljih in v veri sami. Vprašanje, kako doumeti njihovo prisotnost v verskih institucijah, ni retorično. Poslanstvo verske institucije je pomagati verniku v boljše življenje. Pomagati mu obdržati tisto, kar je sveto vsem nam, ne glede na naša prepričanja ali našo veroizpoved. Dostojanstvo. Zaradi akutne politične nestabilnosti Zahodnega Balkana, zaradi zločinov, ki so se dogajali v tej regiji na prehodu v 21. stoletje, zaradi zdrsov demokracije, ki smo jim danes priča vsepovsod, čas za medversko srečanje ne bi mogel biti bolj primeren. Vprašanje, kako naprej, pa je bolj aktualno kot kdajkoli prej. In res, kako naprej? V politiki veliko govorimo o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. To je seveda le prvi korak, ki pa še zdaleč ni oziroma ne sme biti floskula. Ko govorimo o evropski perspektivi Zahodnega Balkana, mora to pomeniti, da si iskreno želimo, da Zahodni Balkan postane del Evropske unije. Tudi tamkajšnji prebivalci in prebivalke morajo to začutiti, da so zaželeni in da si tega seveda tudi sami želijo. Sama si tega zelo želim. Kot si tudi želim, da voditelji teh držav spoznajo, da bodo močnejši, če bodo del evropske integracije in da se je zato kdaj čemu treba tudi odreči. Vsaka kandidatka, tudi Slovenija, je bila na taki preizkušnji. Dejstvo, da smo pri približevanju Evropski uniji morali skleniti določene kompromise, se nam je mnogotero poplačalo. Danes je Slovenija v vseh ozirih neprimerno bogatejša kot takrat, ko ni bila članica. Dvom v sklepanje kompromisov in strah pred izgubo privilegijev v primeru članstva v Evropski uniji ima lahko katastrofalne posledice. Ne za tiste, ki dvomijo in jih je strah, ti bodo svojo moč in privilegije ohranili. Skrbi me za tiste, ki želijo napredek in uresničitev svojih kariernih sanj. Njihovo sporočilo je vidno v statistikah. 100.000 mladih se pospešeno selijo iz praktično vseh delov Zahodnega Balkana. Prazne hiše so sestavni del zahodnobalkanske krajine. Zgodba učitelja iz ene teh držav, ki je žalostno pripomnil, da mnogih otrok, ki se igrajo po mestu, ne bo učil, se starši pospešeno učijo nemščine zato, da odidejo, je le ena izmed mnogih, ki se vpišejo v tej regiji. Pa teh žalostnih zgodb ne bi bilo treba. O Zahodnem Balkanu se v javnem diskurzu v glavnem govori kot o problemu, manj pa kot o regiji priložnosti. Ne slišim veliko o naravnih danostih Zahodnega Balkana, o čudovitih rekah, kanjonih, o praznih ljudeh, ki slučajnim popotnikom na široko odprejo svoja vrata, o izvrstni kulinariki, o nedotaknjeni naravi, oazi sredi Evrope, ki jo pustošijo podnebne spremembe. Nenazadnje o sožitju, sobivanju in medsebojnem sprejemanju ljudi, ki se sicer razlikujejo po svoji etnični, jezikovni ali verski identiteti. Želim si Zahodnega Balkana, kjer prevladujejo take lepe, človeške zgodbe in tu lahko vi, spoštovani gostje, naredite ogromno. Medverski dialog pomeni sodelovanje. Sodelovanje na področjih, ki so skupna vsem, za dobro vseh. In teh področij je kar nekaj. Kot sem že rekla, odseljevanje mladih je zagotovo problematika, ki zadeva celotno regijo. Enako velja za podnebne spremembe. S prebivalci se je o teh grožnjah regiji in celotnemu človeštvu treba pogovarjati in jih izobraževati. Več kot je teh pogovorov, več kot je nenazadnje skupnih projektov, ki naslavljajo ta vprašanja, manj bo nestrpnosti. Več bo razumevanja o tem, da je pot naprej mir, ne konflikt, da mora to pot usmerjati moč argumenta in ne argument moči. Spoštovani, zavedam se, da so pred vami še mnogi izzivi, pogosto tudi zelo veliki. Delitve in izključevanje tudi na verski osnovi so še vedno prisotni. Mesta, vasi, celo šole in bolnišnice so razdeljeni. V krajih, kjer je prisoten koncept dveh šol pod eno streho, jemljejo dobesedno, pripadniki različnih etničnih skupnosti v šolo hodijo ločeno, se praktično ne srečujejo.
ali pa jih delijo razdeljeni učni programi, ki so usmerjeni ne na celotno raznoliko družbo, ampak se osredotočajo na zgolj eno narodno skupnost, en jezik in eno veroizpoved. To ni Evropa, ki si jo želimo. Če kdo, potem vi lahko naredite velik, celo odločilen korak v smer sodelovanja, medsebojnega razumevanja, odprave delitev, sprejemanja drugačnosti in raznolikosti kot sestavnega dela naših družb in razumevanja vključujoče vizije prihodnosti. Strinjamo se, da je Bog en sam, njegovo prvo sporočilo pa je sporočilo miru. Vaše in naše poslanstvo je, da zagotovimo pogoje, v katerem bo mogoče ne samo živeti v miru, ampak živeti v varnem okolju, ki bo omogočal napredek. Ki se ne bo ukvarjal zgolj s preteklostjo, ampak bo omogočil pogoje, v katerih se bo mogoče soočiti z dejanskimi izzivi sodobnega časa. Med njimi je daleč na prvem mestu tehnološki napredek, zato tudi, ker če se znajde v nepravih rokah, ima lahko za posameznike, za skupnosti in za celotno regijo pogubne posledice. Ne smemo pozabiti, grozote na Zahodnem Balkanu v 90-ih letih so bile predvsem posledica dezinformacij. Danes je te dezinformacije bistveno lažje širiti, kot je bilo to mogoče pred 3 desetletji. Iskren, zaupanja vreden pogovor z vsakim, vernim ali nevernim, v vašem okolju je najboljše orodje za preprečitev tega škodljivega, potencialno smrtonosnega virusa, ki se tako zlahka širi po medijih in družbenih omrežjih. Vsi voditelji imamo posebno odgovorno nalogo. Tudi vi ste poklicani, da pomagate celotni regiji, da se usmeri na pot odpuščanja, sprejemanja raznolikosti in vključujoče prihodnosti. Iskrena hvala za povabilo na to pomembno srečanje. Verjamem, da bomo iz njega vsi skupaj odšli še bolj odločeni, da si Zahodni Balkan zasluži biti dejansko središče Evrope v vsakem pogledu, materialnem in nematerialnem. Do tja je še dolga pot, a trmasti kot smo v teh naših krajih, verjamem, da jo znamo prehoditi skupaj. Skupaj z vami in vsak zase, a z mislijo na celotno družbo, na celotno regijo Zahodnega Balkana. Le skupaj bomo zmogli, na temelju sprejemanja raznolikosti, ne le strpnosti, s kulturo dialoga in v duhu priznavanja preteklih napak in odpuščanja, premagati spone preteklosti in sedanjosti. Zmogli bomo pogledati naprej in ustvariti vse pogoje za mir, za dostojanstvo vseh, za vključevanje vseh, tudi najbolj marginaliziranih in ranljivih, za vračanje tistih, ki so morali oditi, za Zahodni Balkan, ki ga vsi želimo. Hvala vam.